Na osrednji mestni tržnici ob Ptuju so bližnje stanovalce prebudili zvoki motorne žage. Kot v filmskem scenariju so delavci posekali cigarovce, ki so že 50 let krasili mestno jedro Ptuja, kar je razvidno tudi iz posnetkov mimoidočega občana, ki nam je te posnetke predal. Predstavniki civilne iniciative Ohranimo drevesa na ptujski tržnici so ogorčeni nad ignoranco mestnih oblasti, ki za njihove predloge ni imela posluha. Danes nismo nič pričakovali, to je bilo popolnoma nepričakovano in popolnoma naskrivaj narejeno. To je v bistvu kot en terorizem, jaz temu rekla, nekulturno, nespoštljivo do ljudi, pravzaprav nimam besed za kaj takega. Poleg tega sploh še niso pridobljena niti soglasja od teh prebivalcev okrog, niti ni pridobljeno gradbeno dovoljenje za ta poseg, se pravi za obnovo tržnice. Delavci so v dobri uri odstranili drevje in vejevje. Bliskovita jutranja akcija je razjezila tudi številne mimoidoče, ki so nevoljni pogledovali proti ostankom posekanih dreves. Ptuj so že ogulili, slekli so ga, zdaj ga še poubijajo. Je padlo še takrat samo eno drevo, sem bila šokirana, sem bila na nek način zmedena. Šok pomeni to, da enostavno ne veš, kaj naj narediš. In potem pridem ven, vmes, ko sem prihajala v 10 minutah, so bila že vsa drevesa posekana. Ne vem, če je tu sploh potrebno kaj komentirati, lahko pa samo izrazim svojo izjemno zaprepadenost in žalost nad mestom, v katerem živim, v katerem 60 let diham ta zrak, in razočaranje nad svetniki in vsemi vladavci, ki niso bili sposobni slišati glas skoraj 5000 ljudi, ki smo podpisali peticijo za drevesa. Predaleč je tukaj šel, po mojem mnenju, da je to dovolil. Ker vse posod drevesa sadijo, naj bi bile, ker nam tudi zrak dajajo, sem cvetličarka pa vrtnarica po poklicu in to zelo, po mojem mnenju nasprotujem. Senco smo imeli, lepo je bilo, zdaj pa to vse prazno. Ne vem, kako mislijo to zrihtati. Se uredijo, naj si naša država pogleda, je bil župan upravičen tega narediti, da nima soglasja celega mesta, je bil to upravičen, mu zakon to določa, naj se to pogleda, če ne pa ne odgovarja za svoje dejanje, naj tudi odstopi. V naslednjih dneh bodo pristojni na mestni občini objavili javni razpis, s katerim bodo izbrali podjetje, ki bo uredilo tržnico. Dela se bodo začela predvidoma spomladi, vrednost projekta pa je ocenjena na 4,8 milijonov evrov. Tudi predstavniki mestnega sveta niso prepričani v smotrnost projekta. Koncept, tako kot je sedaj zastavljen, zagotovo ne bo dal želenega rezultata in odnos politike, ki ga danes gledamo, da ti 5000 ljudi podpiše peticijo, kjer ti sugerira drugačno izvedbo in si želi drugačno izvedbo prenove tržnice, ti pa to preprosto ignoriraš, torej to po naši oceni na nek način ne sodi v demokratični način odločanja. Za obrazložitev tako naglih današnjih potez smo se obrnili tudi na kabinet župana mestne občine Ptuj, kjer pa zadeve niso želeli komentirati. V izjavi za javnost so le napisali, da so v izvedbo projekta vložili 2 leti dela, pridobili 4 milijone evrov evropskih nepovratnih sredstev, ter da verjamejo, da bo prostor osrednje tržnice postal središče prireditvenega in družabnega življenja na Ptuju.